Na 29. rojstnem dnevu, kot že rečeno, ogromno dobre glasbe, alternativne glasbe, najrazličnejših zvrsti. In z nami letos na obletnici Kulturnega centra Pekarna tudi lokalni hip-hopa ICO. Yeah. Pa ne bom te isto vprašal kot prej Audiča, koliko si že bil tu, ampak te bom vprašal nekaj drugega. Se mi zdi, da zadnje čase nisi več toliko aktiven na sceni, vsaj na lokalni, kot si včasih bil. Čemu to? Pa bolj sem na mednarodni, ne. Ampak ne kot reper, ampak delam druge stvari. Delam pa zdaj drugi album, končno, pa ta bo res zdaj enkrat, upam, da letos prišel ven, torej s Šuljetom sva se končno spet pokonektala. Je čist nekem novem kreativnem šusu, kar se tiče podlag, nekaj sva že posnela. Par gostov bo na plati, zdaj če lahko malo kaj več o tem povem, ne. Mito, Samo Boris, Anđo iz Central Problem, tako da to je to več ali manj, kar lahko za zdaj povem, ko bo pa zunaj, pa bomo malo več tudi probali odrepati kaj. Se pravi, Central Problem se ne bo aktiviral spet? Aktiviral se bo Anđo, ne? My man. Okay. Kje bo predstavitev albuma? To je pa, ne morem še zdaj povedati, zato ker niti ne vem, kdaj bo prišel ven, ne. Ker, mislim, jaz malo zaseden, Šuljo je v bistvu bolj, tako da se nekako skušava ujeti, kdaj, kje se lahko dobiva, da delava naprej. Zdaj se že 2 tedna nekako poskušava dobiti, pa vedno pade ta zgodba v vodo, tako da upam, da čim prej, no. No, pa ko si govoril o sodelovanju, da bo več glasbenikov oziroma glasbenih kolegov tudi sodelovalo na tvojem albumu, se mi zdi, da to v hip-hopu je izjemno pogosto, so ta sodelovanja, ne? V drugih glasbenih zvrsteh je to že neka zanimivost, ne? Ko se dva glasbenika združita. Zakaj to, oziroma zakaj misliš, da je mogoče v hip-hopu toliko to pomembno ali prisotno? Pa jaz mislim, da je to del kulture, ne. Z mojega stališča, če povem, je to pač vsi te, kaj sem ti naštel, se dobro razumem z njimi, smo prijatelji, lahko rečem, pravzaprav s čisto vsemi, kar sem jih zdaj omenil, in nekako smo na isti mentalni sede, mi delati s temi ljudmi in potem pač imaš mogoče kako tematiko, ko jo lahko obdelaš z nekom, pa pove svoje stvari, ne, tisti iz svojega drugega zornega kota in to je to, ne. Tako da jaz mislim, da prihaja tudi do sodelovanj na drugih področjih, čeprav mislim, da je tam bolj z nekega ekonomskega, profitabilnega stališča to vse skupaj, ne, zapeljano. Pri nas pa, tako sem rekel, kultura, ne, familija pa to. No, pa ko si omenil neko tematiko, da lahko z nekom bolje obdelaš iz večjih zornih kotov, se pravi, v hip-hopu so besedila izjemno pomembna, ne, verjetno predvsej bolj v prvem planu kot glasbena podlaga. Pa me zanima, kako pomembno je nasplošno, pa morda sploh zdaj v teh časih družbi nastaviti ogledalo. Mislim, jaz sem vedno do sedaj, se mi vse tako zdi, rad nastavljal ogledalo družbi, tako kot tudi nenazadnje samemu sebi. Zato je v redu, da imaš neke podobno misleče ljudi na nekih komadih kot goste, s katerimi lahko izražaš neka podobna stališča. Po drugi strani pa niti ne bi bilo slabo, recimo, če imaš nekoga, ki pa izraža spet neko drugo stališče, konec koncev je to neka umetnost ali pa kreativa, kjer je cool, da se mogoče tudi dva nasprotno misleča človeka oziroma osebi, ne, se najdeta in poveta vsak svojo zgodbo, ne. Tak da. No, pa kakšno se ti zdi zdaj stanje duha, če se osredotočimo na Slovenijo, glede pripravljenosti se pogledati v to ogledalo, ki jim ga
ti recimo nastavljaš? To pa jaz mislim, da je vseeno stvar vsakega nekega posameznika, pa družbe generalno, jaz vseeno mislim, da vse skupaj nekako tako leti vse skupaj mimo nas, življenje, vsi so ufureni v nek sistem, da enostavno nimajo mogoče niti časa se zazreti v to ogledalo, pa kako samo kritiko opaliti, no, to v bistvu opažam, ne. Tako da vredo je biti samokritičen, seveda ne mogoče preveč, ker potem že imaš problem sam s sabo. Mislim, da pa vsak bi pa moral imeti eno dobro mero samokritike, ne. Tako v bistvu kot posamezniki, kot ne nazadnje tudi družba. Ja, no, v tvojih besedilih se dotikaš teh najbolj perečih problemov oziroma z veliko mero satire in tudi za politiko se ukvarjaš. Kaj pravi, se pravi za kritiko politiki, ne? Ali vse načinu razmišljanja. Pa me zanima, kako ocenjuješ zdaj to lokalno politiko, če se zdaj iz Slovenije zožava na lokalno okolje, sploh glede teh napovedanih rezov v kulturo, ker nekako so dajali vtis, da vseeno se to ne bo zgodilo, oziroma da gre za bolj liberalne kandidate. Kandidata. Jaz vsekakor nisem pristaš neoliberalizma, ker se mi zdi, da trenutno ta občinska politika je neoliberalistično nastavljena. Vse se gleda skozi neko prizmo kapitala, pogrešam pa definitivno vsebino, ki bi mestu dala ne samo, bom rekel, dušo, ampak res tisto neko tako vsebino, ki bi pripeljala mlade, pa ne nazadnje kakršnokoli strukturo gostov, tujcev, da bi prišli sem in uživali v nečem, kar bi pač kultura ali šport recimo ponudil. In to tukaj vidim velik manjko. Hkrati pa vidim velik potencial, neizkoriščen potencial, na katerem se ne dela, da bi se udejanil v Mariboru. Pa so tisti prizadeti, zdaj gre za kulturnike ali športnike, dovolj glasni oziroma dovolj močno znajo udariti po mizi, ali se ti zdi, da so nekako ohranjajo neki status quo in se nekako ne želijo preveč izpostaviti? Jaz mislim, da je to slednje, kaj si v bistvu rekel, ali se ne zna, ali se noče izpostaviti, ali se ne zna izpostaviti. Zdaj, če se recimo dotaknem te iniciative Maribor za skatepark, ki smo jo pred, 7-8 leti štartali, to, da je v bistvu skatepark nastal, je bil plod močne skupnosti in neke močne vsebine, ki smo jo dali ven, torej smo robantili, da so nas v medijih slišali in so nam tudi prisluhnili in mi smo jim tudi dali argumentirane zadeve, zakaj pač recimo v tem primeru skatepark mora nastati in zdaj enostavno skatepark kot takšen se vidi, da je bil nujen, ker je polno in dogaja na polno in je energija tam in uletavajo tudi ljudje iz širše regije in se tam, bom rekel, nastaja ena taka dobra alternativna struja, tako kot športna, kot tudi delno kulturna in mislim, da bi se vse ostale kulturne, športne skupnosti morale nekako povezati in iti v tej smeri, torej argumentirano nastopiti, zakaj je kultura ali pa recimo kulturne prireditve, športne prireditve takšne in drugačne, zakaj je to pomembno za mesto in kaj to recimo lahko doprinese in kako lahko potem tudi mesto zacveti. Pri tem lahko povem, da potujem dosti po svetu in vidim dosti takih podobnih mest, ki so podobnega značaja, iste velikosti in enostavno cvetijo. Torej, ampak ne cvetijo samo zaradi lepega trga ali pa lepih zgradb in tak dalje, predvsem cvetijo zaradi tega, ker imajo nekaj ponuditi vsebinskega. Torej, govorimo o kulturi, o športu, pa lahko še marsičem drugem. Zakaj je torej pekarna tako pomembna, ki pravzaprav ne glede na oblast skoraj ves čas grozi zaprtje ali deložacija nekam drugam, ali pa mogoče že ti postavim pod vprašanje, kaj je tebi dala pekarna? Mislim, nasploh mi je neka alternativa, neka druga opcija mi je dala to v bistvu, kar sem.
Ne? Začelo se je z maršem, začelo se sicer s skejtanjem, ki me je pripeljal do marša, ki me je pripeljal do MKC-ja. Ko se je MKC zaprl, je postal nov alternativni center, takrat Pekarna, in tukaj sem jaz pač v tistem času, v zgodnjih 90-ih preživel še in tukaj sem se v bistvu kalil svoj karakter, širil svoje drugačne poglede in ne nazadnje neka drugačnost mora biti prisotna, ker če vsi gremo v neki smeri, ki nam jih kaže neoliberalizem, bom ga spet omenil, ali pa recimo strog kapital, potem na koncu delaš samo od 8 do 4, zato da preživiš, plačuješ kredite in na koncu krepneš in ješ nič od življenja. Okay, pa da ne bova tako pesimistično končala. To ni noben pesimizem, tu zdaj v bistvu samo zgolj nastavljamo ogledalo, pa ne bom rekel zdaj ogledalo, da bi bil zdaj kot kritičen tak. Kritika je dobronamerna, to pomeni, da je pomembno, da je na občini posluh za neke ideje, ki se lahko tukaj udejanijo in recimo pripeljejo tujce sem. Ne nazadnje delal sem tekme za svetovni pokal v skateboardingu v Gracu in smo pripeljali tja 70 ljudi iz tega sveta. Ne nazadnje smo imeli zdaj recimo skatersko tekmovanje v Mariborskem skateparku, kjer je prišlo 72 tekmovalk in tekmovalci iz 14 držav. Ampak kaj se je recimo zgodilo, ne? Imeli smo naenkrat eno gmoto ljudi, ki so bili potencialni, pa če se zdaj spet poslužimo kapitalističnega sistema, ki so imeli dovolj evrov v žepu, da bi jih potrošili, pa niso imeli alternative, kam bi recimo lahko šli in jih recimo porabili. Ne? In to nam primanjkuje nam prostorov, s katere lahko ponudimo različnim gostom. In na koncu, kaj pa si želiš, da si tvoji fani, poslušalci od tebi zapomnijo? Jo, je to tako, ne vem, meni je osebno neugodno vprašanje. Mislim, nimam nekih posebnih želja, samo pač, če smo na isti mentalni, mi že to recimo dosti pomeni. Se vidimo še na naslednjih rojstnih dnevih Pekarne, ker Pekarna bo obstala. Kaj praviš? Jaz mislim, da bo obstala. Mislim, še vedno se je dobro zlizala. Je pa res, da nikoli ne moreš podcenjevati tistih, ki imajo ambicije jo zrušiti. Hvala lepa. To je bil ICO in se vidimo na koncertu in z naslednjimi glasbeniki.